Vsi ljudje se od rojstva dalje sporazumevamo in to vsi znamo že vse življenje, zato se nam zdi, da je to nekaj samoumevnega, a prav komunikaciji posvečamo premalo pozornosti. Komunikacija je naše vedenje, s katerim skrbimo, da smo povezani z drugimi ljudmi. Zato uspešna komunikacija v zasebnem in poslovnem svetu v veliki meri vpliva na človekovo osebno srečo in zadovoljstvo. Komunikacija je vedenje, s katerim skrbimo za svoje potrebe. In če ne poznam pravilo komunikacije, to pomeni, da potem tudi imam manj možnosti, da skrbim za svoje potrebe učinkovito. Ker komunikacija mi omogoča, da drugim sporočim, kaj jaz želim in da slišim, kaj drugi potrebujejo ob meni. In če to ugotovim, imam več možnosti, da vzpostavim dober odnos. Dober odnos je pa zelo pomemben za mojo osebno srečo. In s tem skrbim tudi za svoje duševno zdravje in za svoje počutje. O vsebinah, ki neredno poslušamo. Osebe oziroma kako jih obdržati v družbi. V nasprotnem primeru to lahko vodi do nesoglasij in sporov, kar se kasneje pri človeku odraža v slabšem zdravju in počutju. In kaj je pravilni pristop, če naletite na agresivno komunikacijo? Če oseba zelo agresivno deluje, ima nek namen v ozadju. To je njegov najboljši način, na katerega on misli, da bo lahko nas prepričal, ker verjame, da nas bo prepričal z višino glasu, ne pa z argumenti. In prvo vprašanje, ki je v taki situaciji, je, ali jaz sploh potrebujem odnos s to osebo. Če jo ne potrebujem, potem je najboljše, da se odstranim, da grem stran. Če pa jaz potrebujem odnos s to osebo, mu lahko tudi sporočim o tem, kako se jaz počutim ob njemu, z jaz sporočili. Torej, ko zdaj tako na takšen način govoriš z mano, jaz to razumem, kot da me ne spoštuješ in zelo težko se pogovarjam zdaj na ta način. Rada bi se s tabo pogovarjala, vidim, da mi imaš nekaj pomembnega za povedati, ampak na tak način bova zelo težko. Kaj lahko narediva, da se bova slišala? To je en izmed načinov. Logičnega, se to počnem že od rojstva. Največkrat se to kaže na nekem nezadovoljstvu. Je kakšna frustracija, ki jo čutim? Učinkovita komunikacija je ključ do osebnega zadovoljstva in notranjega miru. Komunikacija je učinkovita takrat, ko tako jaz, kot tudi drugi sogovornik v komunikaciji dobro skrbimo za svoje potrebe in ko smo zadovoljni. In to naše vedenje izhaja iz naših prepričanj. Dokler jaz verjamem, da so drugi odgovorni za to, kako se jaz počutim, in dokler verjamem, da to, kar drugi delajo namenoma proti meni in da jaz lahko druge spremenim v komunikaciji, takrat imam manj možnosti, da imam učinkovito komunikacijo. Torej, če želim izboljšati svoj način komuniciranja, je dobro, da se vprašam o svojih osnovnih prepričanjih. Ali jaz verjamem, da res lahko spreminjam druge ljudi. Ker če to verjamem, potem bom v komunikaciji uporabljala načine, s katerimi bom naredila vse, da druge spremenim, da jim dopovem,
kaj jaz mislim, da je dobro, in lastila si bom pravico, da vem, kaj je za druge dobro, ne. In običajno tako vedenje ne prispele do tega, da se drugi dobro počutijo ob meni. Zato je zelo dobro, da ljudje razmislimo o svojih prepričanjih, ki so v ozadju mojega filtra ali pa mojega presejalnika, skozi katerega razumem svet okrog sebe. In svoje delo, tako da vse, kar bom manj povedal, da direktno, da vsak zakon, ki se je odprl, in lahko tega z ostalimi zakoni. Soje. Zakaj? Min goeie naar de groene toe, de groene gaat er op bed, door dat pakken, dat maar weer gaat pakken, dat berg gaat er niet potem. In recimo, nek človek, potem s katerim se pogovarja. Daar op bed, weer de hart, dat ding, de rommel is die gaan, gaat het op een meer, daar gaat het eruit. Potem er het ook, tot daar de pakken, dat ook, dat maar, Ne? Torej, vse to so dvojke. Tako da bi bilo dobro, da bi bilo še malo večkrat pomembno. Ne? Mi, gluhi predsedniki, imamo za dobro predavanje o komunikaciji. Če že pride do konfliktov, pride mogoče to, Učinkovita komunikacija nastopi takrat, ko ste vi in vaš sogovornik v redu, ko se dobro počutita in se to izraža v našem vedenju. Potrebno je biti pozoren tudi na to, kako poslušamo, kako razumemo druge in kako smo empatični in da smo z ljudmi res povezani.